Spoštovani, v dvorano prihaja predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Spoštovani gostje, lepo pozdravljeni v predsedniški palači na svečani vročitvi državne nagrade in priznanj na področju prostovoljstva za leto 2020. Gre za najvišja državna priznanja za izjemne dosežke na področju prostovoljstva, njegove promocije in razvoja, ki jih prostovoljkam, prostovoljcem oziroma prostovoljskim organizacijam vsako leto podeljuje Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva. Besedi vabim predsednika Odbora Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva, gospoda Jurčka Novaka. Spoštovani predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, draga nagrajenka, spoštovane prejemnice priznanj, gospe in gospodje. Letos praznujemo 30 let samostojne države Slovenije. Slovenija, naša domovina, pa je tudi država prostovoljk in prostovoljcev. Zakaj prostovoljstvo? Lahko sicer merimo čas, ki ga posvetimo prostovoljstvu, nimamo pa mere, da bi lahko izmerili učinke prostovoljstva, a tista pozitivnost med ljudmi, občutek topline in zavedanja, da je bilo narejeno dobro delo, so tisti koščki sreče, ki ga občutimo prostovoljci, ki s svojim delom upravljamo svoje poslanstvo. Prostovoljec s svojim delovanjem tudi osebnostno raste, razvija svoje talente in spretnosti, se uri v različnih kompetencah in tako izpolnjuje tudi samega sebe. Postaja bolj samozavesten, odgovoren in tudi bolj uspešen. Pri tem lahko veliko vlogo odigra tudi organizacija, v kateri je aktiven
in ki podpira njegovo delo ter ga spoštuje tudi kot dragoceno osebo. Največ prostovoljskega dela je opravljeno na osebni ravni, ko človek preprosto pomaga sočloveku. Doprinos prostovoljstva k boljši družbi je zelo velik. V posameznih organizacijah lahko veliko stvari organiziramo, kot je na primer usposabljanje, vendar pa se čut do sočloveka pogosto prenaša kot virus z človeka na človeka. Ta okužba pa je nekaj dobrega in pozitivnega za posameznika in za družbo. Občutek odgovornosti do sočloveka, moč, da nekdo vedno stori to, kar je prav in ne pogleda stran ob krivicah ter čaka na reakcije drugih, so temelj družbene odgovornosti posameznika. Družbena odgovornost in trajnostni razvoj sta le del vizije, ki ima vsak prostovoljec. Solidarnost, povezovanje in sodelovanje so tiste vrednote, ki pomenijo vedno veliko dodano vrednost prostovoljstva. Biti prostovoljec je vrednota in privilegij. Zato ponosno rečemo prostovoljcem. Spoštovani gospod predsednik, hvala za vašo naklonjenost prostovoljstvu in za podeljena priznanja. Za vsakega državljana je velika čast, če dobi priznanje iz rok najvišjega predstavnika države. To vem iz lastne izkušnje, saj sem bil tudi sam leta 2012 med nagrajenci, ko sem stal pred predsednikom države, sem se še bolj zavedal, da je priznanje ne velika čast, pač pa tudi odgovornost in klic k nadaljnjem delu. Spoštovane nagrajenke, iskrene čestitke za prejeta priznanja in nagrado. Vaše delo je bilo opaženo, čeprav samo vi veste, koliko svojega dragocenega časa in svoje ljubezni ste vtkali v delo sočloveka in za človeštvo. Želim vam veliko uspeha in notranjega zadovoljstva pri nadaljnjem delu in plemenitenju družbe s prostovoljstvom. To je tudi največja banka vrednot in dodana vrednost družbeno odgovornih sredin. Ni ovir za to, da postaneš prostovoljec, da soustvarjaš lepši današnji in jutrišnji dan. Prostovoljstvo lahko postane tudi tvoj način življenja. Kljub vsestranskem razvoju človeka še vedno potrebujemo druge človeka. Saj tudi najnaprednejša tehnologija ne more nadomestiti človeške topline in ponujene roke. Iskrene čestitke in vsem iskrena hvala. Hvala, gospod Novak. Sedaj pa prisluhnimo članom trobilne zasedbe policijskega orkestra, ki so za današnji dogodek pripravili kulturni program. Zaigrali nam bodo skladbo Roberta Pešuta Samo ljubezen.
Hvala članom policijskega orkestra. Sledi vročitev priznanj Republike Slovenije za prostovoljstvo za leto 2020. Po sklepu Odbora Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva prejme priznanje Republike Slovenije za prostovoljstvo za leto 2020 za izjemne dosežke pri opravljanju prostovoljskega dela prostovoljka Marjeta Čič. Marjeta Čič je aktivna v Planinski zvezi Slovenije in številnih drugih nevladnih organizacijah, kar ji omogoča širši pogled in povezovanje znanj kot tudi organizacij. Od leta 2015 je članica odbora Planinstvo za invalide in osebe s posebnimi potrebami. Sodeluje pri pripravi, vodenju in izvajanju projektov, je pobudnica novih delovnih skupin, Gluhi strežejo v planinskih kočah, Za slepe in slabovidne ni ovir, Skupaj premagujemo ovire, Paraplezanje, aplikacija za planinske poti dostopne invalidom. Veliko prostovoljskih ur nameni pripravi in izvedbi inkluzijskih pohodov, vodi usposabljanja za strokovni kader za delo z invalidi in je soavtorica več publikacij na tem področju. Marjeto Čič, kreativnost in radovednost vedno znova pripeljeta do tistih, ki so potisnjeni na rob družbe. Prostovoljsko delo povezuje z zanosom in prepričanjem, da lahko obrne svet na bolje. Njena aduta sta vsestranskost in usmerjenost k iskanju rešitev z veliko mero vztrajnosti. Po sklepu Odbora Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva prejme priznanje Republike Slovenije za prostovoljstvo za leto 2020 za izjemne dosežke pri opravljanju prostovoljskega dela na področju turizma, prostovoljka Cveta Jazbec. Cveta Jazbec že več kot 20 let deluje v različnih društvih in razvija turizem na podeželju. V vlogi predsednice Turistične zveze občine Sevnica povezuje lokalna društva in druge deležnike na področju turizma v občini Sevnica. Zavzema se za trajnostni razvoj turizma, pod njenim mentorstvom so nastale številne tematske poti, med drugim Krekove stezice, tematska pot Tekpav, poti narodnega heroja Milana Majcna in pot kurirjev Jatna TV5A. S Turistično zvezo občine Sevnica sodeluje v projektu Moja dežela lepa in gostoljubna in v septembru obeležuje Svetovni dan turizma z odpiranjem gozdnih oken. Že več kot desetletje v okviru zveze organizira likovna srečanja Art Eko Šentjanž. Cveta Jazbec prostovoljstvo enostavno živi. Kot posebno zaslugo ji štejemo, da je spodbudila številne turistične projekte, ki so iz občinskih prerasli v nacionalne. Po sklepu Odbora Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva prejme priznanje Republike Slovenije za prostovoljstvo za leto 2020 za izjemne dosežke pri opravljanju prostovoljskega dela. Prostovoljka Mateja Kos. Mateja Kos je prostovoljka že od 16. leta. Sprva jo je motivirala želja po razvoju novih turističnih dejavnosti v kraju, danes pa jo motivirajo predvsem dejavnosti za otroke in mlade.
Leta 2004 se je pridružila župnijskemu oratoriju in bila z njim povezana do leta 2014. Leta 2016 je postala predsednica kulturnega društva Potkum. Je ena izmed pobudnic njihovega počitniškega programa Urlaub na vasi, ki ga izvajajo prostovoljci in je namenjeno mladim ter otrokom. V tednu dni brez telefona in računalnika se otroci udeležujejo delavnic, dramske skupine, družabnih, tekmovalnih in športnih iger. Počitniški program je izjemno povezal lokalno skupnost. Od leta 2015 Mateja Kos sodeluje v projektu Manj svečk za manj grobov, je članica sveta krajevne skupnosti, na pomoč priskoči tudi drugim društvom. Po sklepu Odbora Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva prejme priznanje Republike Slovenije za prostovoljstvo za leto 2020 za izjemne dosežke pri opravljanju prostovoljskega dela prostovoljka Terezija Vidovič. Terezija Vidovič je že v času zaposlitve veliko časa namenjala okoljski vzgoji otrok. Na šolska dvorišča je kot ena prvih uvajala žive vrtove in visoke grede. Po upokojitvi kot ambasadorka deluje na področju aktivnega staranja, medgeneracijskega povezovanja in narave. Posveča se delu s starejšimi, še posebej z dementnimi, ki jih obiskuje v okviru projekta Starejši za starejše. Na Ptuju je organizirala akcijo za preprečitev poseka dreves v centru mesta. Kot prostovoljka izvaja animacijske delavnice za otroke, piše tudi avtorske pravljice. Terezija Vidovič je vsestranska prostovoljka, ki spreminja svet na bolje in pri svojem delu širi ljubezen do ljudi, narave in življenja. Po sklepu Odbora Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva prejme priznanje Republike Slovenije za prostovoljstvo za leto 2020 za izjemne dosežke pri upravljanju prostovoljskega dela na področju socialne dejavnosti prostovoljka Terezija Vivot. Terezijo Vivot je skrb za druge spremljala že od mladosti. Konec 80-ih je pomagala pri ustanavljanju Društva prijateljev mladine. Udejstvovala se je tudi pri Društvu kmečkih žena. Od leta 2007 je aktivna pri župnijski Karitas Prevalje, ki jo od leta 2008 vodi. Odgovorna je tako za neposredno delo z uporabniki, kot vodenje in spremljanje prostovoljcev. Pod njenim vodstvom se je število prostovoljcev župnijske Karitas povečalo za 5-krat. Je predana prostovoljka, ki se razdaja za ljudi v stiski. Sama pravi, da ne bo mirovala, dokler ne pomaga in olajša stisk vsem pomoči potrebnim. Pri svojem prostovoljskem delu sodeluje z občino, Centrom za socialno delo in drugimi društvi, ki so pripravljeni narediti nekaj več za sočloveka. V preteklih letih je soorganizirala številne dobrodelne prireditve in akcije. Učinke njenega prostovoljskega dela čutijo mnogi širom Koroške in Slovenije. Terezija Vivot je aktivna tudi v pihalnem orkestru, skrbi za administrativna dela in pomaga pri organizaciji kulturnih dogodkov.
Sledi vročitev državne nagrade za prostovoljstvo za leto 2020, ki jo bosta vročila predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in predsednik Odbora Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva gospod Jurček Novak. Po sklepu Odbora Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva prejme nagrado Republike Slovenije za prostovoljstvo za leto 2020 kot najvišje državno priznanje za izjemne dosežke na področju prostovoljstva, njegove promocije in razvoja, prostovoljka Rožca Šonc. Rožca Šonc je svoje humanitarno delo začela že v času svoje poklicne poti kot pobudnica ustanovitve aktiva delovnih invalidov družbe Krka in skupine za pomoč odvisnikom. Od upokojitve dalje je kot prostovoljka tesno vpeta v delo Zveze društev upokojencev Slovenije. Od leta 2005 vodi zelo uspešen program Starejši za starejše, ki omogoča bolj kakovostno in neodvisno življenje starejših. Program kontinuirano poteka že več kot 16 let, vanj je bilo vključenih skoraj 198 000 starejših in preko 5500 prostovoljcev. Zaradi nacionalno razvejane organizacijske strukture programa je neprecenljiva njena podpora društvenim in pokrajinskim koordinatorjem, povezovalno delovanje med društvi in lokalno skupnostjo ter neformalna mediatorska vloga. Skrbi tako za promocijo kot za komunikacijo z odločevalci in donatorji. Program Starejši za starejše je vodila tudi v času epidemije, ko so bile zaradi starostne strukture prostovoljcev in uporabnikov za izvedbo prostovoljske pomoči potrebne številne prilagoditve. Rožci Šonc prostovoljstvo predstavlja način življenja, ki mu je predana vsem srcem. Gospod predsednik in člani odbora za podelitev državnih priznanj, v veliko čast mi je, da se v imenu prejemnikov priznanj in v svojem imenu lahko zahvalim za prejeta priznanja in nagrado. Za vsakega prostovoljca je velika čast prejeti najvišje državno priznanje za opravljeno delo, ki nas zavezuje k dobremu delu tudi vnaprej. Zahvala gre predlagateljem in vsem, ki so prepoznali vrednote prostovoljstva kot družbeno vez, ki povezuje ljudi in pomaga tam, kjer je pomoč potrebna. Na tej poti nismo sami, zato gre zahvala tudi vsem tistim, ki so nas spremljali na poti medsebojne pomoči, solidarnosti in prispevali k uspehom na tej prehojeni poti. Prostovoljci smo ljudje, zato gre zahvala tudi vsem tistim, ki so nas spremljali na poti neposrednih pomoči, solidarnosti in so prispevali k uspehom, da smo danes tukaj. Prostovoljci smo ljudje, ki jim je skrb za sočloveka poslanstvo in nam ni težko deliti svoje znanje in čas, pa tudi del srca pomoči potrebnim. Prijazen nasmeh, topla beseda, iskren stisk roke prispevajo k bolj povezani družbi in medsebojnemu razumevanju. Je pot, da se dotaknemo srca drugega človeka, ki potrebuje pomoč, pa se je ne upa prositi, a jo potrebuje in tudi čaka, da mu kdo ponudi roko v pomoč.
Sama se moram za prijeto nagrado zahvaliti vsem več kot 3500 prostovoljcev, ki me spremljajo na poti izvajanja programa Starejši za starejše. Ta res obsežni program ne bi mogel poiskati vseh skoraj 200 000 starejših in jim potrkati na vrata njihovega doma na območju cele države. Za delovanje programa gre zahvala tudi dosilnemu izvajalcu Zvezi društev upokojencev Slovenije, ki izvajanje programa na lokalni ravni omogoča več kot 300 društev upokojencev in seveda tudi vključevanju toliko, kolikor je odprtih vrat, to se pravi 200 000 starejšim od 69 let. Hvala vsem za vse prispevke na področju prostovoljstva in hvala vsem, ki smo danes prejeli priznanje in nagrado. Iz srca hvala. Na govoru vljudno vabim predsednika Republike Slovenije. Spoštovana gospa nagrajenka, dobitnice priznanj, gospe in gospodje. V Sloveniji je zelo veliko dobrote. V Sloveniji je zelo veliko dobrote. Sem in tja, tega niti ne opazimo, vsake toliko pa je potrebno tudi z priznanji, tudi na ravni države kot danes, izreči ljudem, zaradi katerih je v Sloveniji toliko dobrote, priznanje in zahvalo za njihovo srčnost in dobroto. Dostikrat se rezultati prostovoljstva ne vidijo. Mestoma ja, dostikrat pa ne. Povezani so z ljubeznijo do tistega, ki ima skrbi, strahove, tesnobe. Vse to na nek način pomaga držati našo skupnost pokonci. Ko sem v času krize COVID-19 obiskal vseh 13 štabov civilne zaščite, so me člani regionalnih civilnih zaščit, policija, vojska in drugi opozorili, da je njihovo delo sicer dalo rezultate, vendar jih ne bi, brez pomoči prostovoljk in prostovoljcev. In da tega sploh ni mogoče izmeriti. Vsake toliko je prav, da z takimi priložnostmi, kot je današnja, tudi ta z vidika države najpomembnejša, vročitev državnih priznanj in nagrade, na priložnost, da vsi skupaj sebe opomnimo, da je nenazadnje tako dobro, kot je marsikdaj, ob vseh skrbeh, problemih, ki jih imamo, tudi za voljo prostovoljstva. In da neka tiha dobrota, ki je ne opazimo vedno, skrbi za to, da so mnoge skrbi in strahovi rešeni. In to ne, da bi posredovala neka uradna oblast, ampak eno veliko srce dobrega človeka, ki naredi dobro delo. In sem in tja je treba za nagradami tudi navdahniti mlade ljudi, ki vstopajo v zrelo življenje, da morda stopajo po tej poti. Seveda, če tako čutijo. Prostovoljstva ni mogoče ukazati. Je pa mogoče k njemu mogoče spodbuditi, navdahniti. Temu tudi služijo današnja nagrada, gospa, in priznanja, ki ste jih dobili. Kot znak seveda naše hvaležnosti, ampak kot povabilo vsem dobrim in srčnim ljudem, ne sledijo vašemu zgledu. Le tako bomo ohranili to našo domovino, ki jo dostikrat, kot se na prvi pogled zdi, tržejo prepiri ali pa problemi. Seveda, vsega tega je in vedno bo, v krizah še več. Ampak, in to je moje spoznanje v 9 letih, ko sem predsednik republike in se veliko družim s prostovoljkami in prostovoljci. Veliko je tudi dobrote in srčnosti, ki povezuje ljudi čez vse te razlike in prepire. In reši marsikateri problem, ki ga država ne zmore ali pa ne zna. Vi pa ga.
Zato smo vam neskončno hvaležni. Hvala lepa. Hvala predsedniku republike. Vljudno vabim nagrajenko in prejemnice priznanj k skupinskemu fotografiranju s predsednikom Republike Slovenije na stopnicah.